Na Dolenjskem ji pravijo šartanka, na Primorskem gubanca, v Beli krajini povitica, v Prekmurju koloc, na Koroškem pa potiča. Verjetno pa se vsi strinjamo, da je najbolj pomembno, da je potica, kot ji pravimo Gorenjci, skrbno pripravljena, debelo namazana z nadevom in da je dovolj velika za vse, ki se zberemo za praznično mizo. Kraljica, bom rekla, orehova potica, ampak vedno zelo rada pečem slano potico, to je ocvirkovo potico. Za mene pa ta vrhunska in kraljica med poticami. Kot pravi Barba Štembergar Zupan, je izdelava potičnika zahtevna in od lončarja terja veliko obrtne spretnosti. Sama se je izdelave lotila šele potem, ko je res dobro obvladala delo na lončarskem vretenu. Tako kot Sonja Jezeršek, pa je tudi ona prepričana, da je edina prava potica tista iz potičnika. Za mene je vse, kar je narejen na lončarskem vretenu, kot poezija, nekaj lepega, nekaj, kar me osrečuje, da lahko naredim. In pri potičnici mi je pa že zaradi same zgodbe o potici in o starih lončarjih, ki so prodajali potičnice, res nekaj posebnega. Maks Pogačnik nadaljuje več kot 20-letno družinsko tradicijo izdelovanja čokoladnih pralinejev. Lani zasnovani pralineji v obliki potice z različnimi potičnimi nadevi so letos nadaljevanje uspešne zgodbe. Mene je že od začetka to dobro presenetilo, ker je bil zame to nek velik izziv. To je meni všeč, da se moram malo pomatrati, da do ene stvari pridem, pa da je ta tradicija, ne. Da še zmeri, pa tudi vidim, da pa ljudje tudi veliko dajo na to, pa da je res nek slovenski izdelek, pa je na koncu lahko rečemo prišel sama škatlica in sam pralinej. Grajski cvetovi, razstava na prostem na zgornji grajski terasi, nagovarja tako obiskovalce kot prostor sam. Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan iz zavoda Voglje sta iz gline ustvarila unikatne cvetove, ki pritegnejo tako z obliko kot domišljijskimi imeni. Jaz sem uživala pri teh cvetovih, res sem se prepustila domišljiji. Sem v mislih pogovarjala z mojo mamo, ki je bila doma z Rčice, in mislim, da je vse skupaj ena taka dobra volja, da se pozna to tudi na cvetovih. Seveda pa imajo pravljične imena, ker sem jih pač povezala z grajskim življenjem ali pa mogoče z življenjem, ki si ga sama predstavljam nekoč na gradu. Blejski grad ni le čaroben prostor, še zlasti v prazničnem času, ampak je tudi prostor druženja in povezovanja. Praznični december in adventni prazniki so nekaj najlepšega. In na Blejskem gradu se še posebej potrudimo, da je ta zimski čas res poln lučk in pa lepih izrednih dogodkov, bom rekla, ki tudi povežejo ljudi in jih privabijo na grad. Blejski grad je izredno lep prostor, zame najbolj prestižen in zelo poseben prostor, ki že tako združuje arhitekturo, zgodovino, tradicijo, kulturo in seveda tukaj skušamo izpostaviti oziroma vzpostaviti pa tudi povezavo z današnjim življenjem, ne. Vemo, da življenje gre naprej, ne moremo zmeraj ostati v 16., 17. stoletju in tako naprej. Tako da seveda tukaj se umetniki predstavijo in to rečem, da je najbolj obiskana galerija, lahko rečem, mogoče v Evropi, jaz rečem pa kar v svetu, no. Tako da izredno so ljudje, gostje tudi navdušeni, imamo lepe odzive in mislim, da so potem vsi zadovoljni, da so lahko razstavljali, da so imeli možnost biti na Blejskem gradu. Razstavi Zgodba o potici za praznično mizo v galeriji Stolp in Grajski cvetovi na zgornji terasi bosta na ogled do 2. februarja. V tem času pa si lahko ogledate še razstavi Koledar Bled 2026 v Bitenčevi dvorani in razstavo jaslic v Grajski kapeli.